vsega. Morda se dotakneva na kratko še tele zapisane, jaz bom rekla, kar kriminalke, tako sem jo čutila, ko sem jo prebrala, ne? In verjetno tudi vi, resnične kriminalke. In bi te vprašala za tvoj vzgib, da si se odločil tako globoko, tako intenzivno pristopiti k prepoznavanju res tega, kar zastruplja človeštvo, kar uničuje in da si potem tudi takole se izpostavil na vse zadnje. Veš kaj, prvič, manipulanti nič ne skrivajo, drugič sem videl način poročanja, sem tako videl manipulacija. Glejte, kak naj moja duša diha, če bi molčal. Saj zdaj pripravljam knjigo o megalitskih gradiščih, ampak sem dal vse na stran, ker oni nič ne skrivajo. Nisem vedel, v tej knjigi je menda celo 1200 opomb, ker citiram vire, ker nič ne skrivajo, oni vse povejo, kaj hoče z nami. Oni imajo že pripravljeno za transhumanizacijo praktično vse. Tudi analiza tega, kar delajo človeku, je znana. Mislim, a naj se delam bedaka, pa bom tiho, a naj sodelujem pri tem. Zdaj so mi učitelj, da sem neznanstven, pa sem pa ne vem, zdaj v nekem trenutku sem celo pomislil, da bi se odrekel nazivu doktore znanosti, ker če moraš pa razum kapitalirati in se pokloniti neumju in urit, lizati gnusneže, v njihovem početju, ali pa ne bi rekel, ne sodi ljudi, ampak greh, gnus v početju nekaterih, to pa ne morem. Oprostite, ne morem. In ne nazadnje vem, kdo je moj šef. Moj šef se piše z veliko začetnico, kot sem rekel. Vsi ostali so samo šefiči. In naj si ne mislijo, da bojo stopili pred šefa. Zdaj so lahko hodijo po rdečih preprogah ali pa karkoli. Na koncu bojo pa čist, tako kot ta zadnja ženička, Agica, brezdomka v Ljubljani, ki sem jo srečal kot študent. Pa sem šel kupiti sendvič, nisem imel kaj denarja, pa sem rekel, lejte, to sem vam prinesel. Je rekla, joj, kako možeš misliti, da ovaka starica, da ne bom znal prav povedati, može jesti ovo bez kafice. Veste, tam bo ta tista Agica, bo čisto enakovredna gospodu Billu Gatesu. In Bill Gates bo tako zardel pred tisto Agico, ker ga bo gledala učka in ne bo zdržal. Ne bo zdržal. In to bo njegov pekel. Ne rečem, kam bo šel, ampak vem pa, da bo takrat to njegov pekel. In iz tega ven tudi postajamo ljudje vedno bolj statistični podatki pravzaprav, kaj ne? In kdor pa razmišlja z lastno glavo, je pa dostikrat zelo ponižan. Si na nek način morda tudi doživel že kakšno takšno močno ponižanje. Ja, pa sej, kaj pa pol? Ja, mene bolj skrbi, če me hvalijo. Res, tis me pa zelo skrbi in se zelo pazim. In ko ploskaj se, to bi tudi vam povedal, ploskate sebi, da s tem dramite svoje zavestke. To je bilo včasih, do zdaj je bilo še vedno tako, da so enega izpostavili. Ne, vsak je vreden, ni bolj ali manj pomembnih, ampak je vsak polno vreden v prebujenosti. In tu je treba zdaj konc teh, da bojo pa postavili pred tebe nekega, to je tako komično, pa kakšna proslava državna, pa tisti verjame, da je tako, pa tako gre. To je meni tako smešno. To je to, če že pogledam kot zabavno oddajo, zopet. In pol verjame, tam spredi sedijo in ja, pa kaj mislite, da ste ljudje pa tam za ograjami, In pol, ko to sprejmemo, mi veste, pol te ograje še lahko kaj druga pomenijo. Pa to je smešno. Pa nehimo izpostavljati posameznike. Naši predniki so se znali usesti v krog in slišati drug drugega, so mogli poslušati drug drugega in najti skupni imenovalec največjega dobrega za določen kraj. To je naša oblika. Ne pa to petelinjenje, ta smešnost, ki je
O moj bog, se te posnetke ohranjajo, ampak to bo gledati čez leta kot burleske. Stempa Olio, Charlie Chaplin, kakšen predsednik, kraljica, to je še posebej. Potem lahko tudi rečemo, da sta pravičnost, spoštovanje in pa poštenje tista osnovna oblika sploh obstoja človeštva in da je pravzaprav dostojanstvo edino, ki daje svobodo človeku. Temeljno je medsebojna spoštljivost, pravičnost in odgovornost. Ne? To je temeljno, do slehernika, ni bolj ali manj vrednih. Ne? To so nam usili skozi leta in leta. Veste, že v Stari zavezi, mislim, da nekje sem pozabil zdaj kateri knjigi, včasih so imeli Judje preroke, ne, ki so dejansko bili postavljeni, so prepoznali preroškega duha, ne, in so oni. Potem pa so si tudi Izraelci želeli kralja, ne, ker veste, tako fajn, enega tam našemiš, pa imaš kralja. Ne. Igra šaha, vse pove, kaj je kralj. Giblje se kot kmet, kmete žrtvujejo, kralja pa vsi branijo. To je resnica. Kmet je navaden štor, kmet preoblečen v kralja, ko mu kmetje se klanjajo. Kraljica je navadna kmetica, ki jo se preobleče, samo ona marsikaj ve. Kar smo pa mi pozabili kot dostojanstvo. Zakaj ima kraljica večkrat rutico gor, da je nima vnetja ušes? Ne. Mi smo pozabili to simbolno govorico, ne, to sem imel na komendi, ko je bilo to predavanje o starih civilizacijah. Ne. Kmetice so imele ruto, pa ne boste mislili, da zdaj propagiram rute, ne, ampak sam povem, kako nas imajo za kmete, ne, in se moramo mi eno poglavje govori, zakaj ne bi bili mi se povrnili kraljevskemu dostojanstvu. To pa sem ilustracijo vmeš. Med tednom 4 časi, v peti čas in prostor, v nedeljo ruta na pol, na glavo, in je bilo trikot in tam, kjer je Božje oko, je počivalo na temenu. To je bilo obredno. So vedeli, včasih so vedeli, tudi kozmološka arhitektura, to zdaj pišem, ampak to je čist druga tema. Kaj si me vprašala? Vse že vemo, kaj ne, kar smo vprašali. Pa iz tega ven, kar takole globoko, iskreno poveš, kako naj najdemo tisti živ odnos, ki nas bo krepil in tudi seveda to dostojanstvo nekako postavil v spredje zavedanja vsakega posameznika. Prej sem rekel proces izobraževanja. Ko se bo prebudil v procesu izobraževanja zavedanje, da ni bolj ali manj vrednih otrok, ne, pravi 98%, 100% so nadarjeni. Visoko nadarjeni, ker nekateri se rodijo v čas in prostor, da ga srčijo. Recimo otrok z Downovim sindromom ima izjemno čustveno inteligenco, ima izjemno intuitivno inteligenco. Oni so rojeni zato, da čas in prostor srčijo. Desa Muk mi je pravila, kako je delala v vrtcu, kjer so bili brez posebnih potreb. Vsak otrok je poseben. Ne? In če imaš ti otroka brez posebnih potreb, ga ne jemlješ osebno, ga ne jemlješ posebno, ampak ga imaš za ovco. Torej, eni, ki so bili lahko tak, ne? Eni pa so bile mešane. Reka, kako višjo socialno, čustveno inteligenco so razvili otroci, ki so živeli z, recimo, otrokom z Downovim sindromom. Je reka, neprimerljivo so profitirali. Ne? Pa zdaj mi je pravo en, ki uči na srednji šoli prakso, je rekel, je en avtist, ki pač zmore, koliko zmore, ampak kak je ta razred povezan, složen, kako mu prihaja pomagati, kako so dopolnjujoči, sodelujoči. In zdaj dejansko ljudi, ki srčijo čas in prostor, izločiti, da imaš, da ni posebnih potreb, da ni osebnih potreb, ampak da smo lahko si ovce, to je dokdaj še tako, ne? Zdaj, ampak Bogu hvala, ne? Veste, če ne bi bilo te
tega pritiska, zdajšnje manipulacije se ne bi zavest tako hitro prebujala. Oni sploh ne vejo, kaj si počnejo.